Jaz sem tukaj že tretja generacija. Moj dedek pravzaprav je prišel v Slovenijo, v Mengeš leta 68. Pravzaprav takrat smo živeli v skupni državi Jugoslavija, Titova Jugoslavija. In Albanci smo zelo tako imeli visoko nataliteto in zaradi tega vedno smo iskali delo izven našega okolja, tako da smo se Albanci iz Zahodne Makedonije ukvarjali tradicionalno z slaščičarstvom. Tako da je moj dedek pristal tukaj. Moj oče je potem nadaljeval kot trgovec s sadjem, jaz sem pa postal mojster za ročno pripravo burekov. Poročili so me zelo mladega, po tradicionalnih načelih, vendar na žalost duševnega stika za partnerko nisem mogel nikoli vzpostaviti, ker sem se izoblikoval v drugem okolju. In oni zdaj živijo vsi dol, jaz sem pa tukaj srečno samski. In imam prijatelje, imam muziko, tako da sem skrbel, da so otroci že skoraj na svojem. Zdaj mogoče je čas, da napišem novo poglavje v svojem življenju. Svoje poslanstvo kot oče mislim, da sem opravil. Ne ravno najbolje, ker nismo mogli živeti skupaj zaradi nekompatibilnega odnosa s partnerko, vendar otroci so v tistem okolju srečni, pač so v naravnem okolju. Sem si želel, da bi bili tukaj, vendar ni šlo. Tudi to je v redu. Z Albanci niti osebno nimam tako pristnih stikov, razen ko imajo kakšne kulturne dogodke, me pokličejo, ker drugih nimajo pač. In jaz sem tukaj kot glasbenik, ki sem ohranil še tisto tradicijo. Tukaj večinoma so prišli migranti iz podeželskega okolja, nerazvitega. Intelektualcev, žal, Albancev je tukaj malo manj. In zaradi tega tudi so ustvarjeni stereotipi pri ljudeh. Pač nas doživljajo kot en zaostal narod, ki skozi dela, skozi cilja samo na denar, ne. Po drugi strani smo pa zelo tradicionalni, zelo močno tradicijo imamo in odstopamo od ostalih. Vendarle, jaz sem malo se odkotalil od vsega tega in sem posebnež. Tako da z Albanci ravno nimam preveč stikov, tudi z mojimi družinskimi člani, ogromno jih imam tukaj, sem pa spoznal par družin intelektualnih tukaj v Ljubljani, ki so prišli po vojni, to je pa drugi val Albancev, ki so pač delujejo na drugem nivoju in s takimi se bolje razumem. Glasba pa mi je spremljevalka življenja, tako da sem bil aktiven še v domačem kraju v obdobju osnovne šole. Tukaj sem se pa pridružil skupini Katanija v kulturnem društvu Tine Rožanc v Ljubljani in tam smo se zbrali ljudje, ki obožujemo to glasbo od takratne skupne države in ustvarjamo od rezijanske glasbe, ljudske, slovenske, hrvaške, srbske, bosanske, severninske, srbske, albanske tudi, tako da raziskujemo to in se imamo zelo lepo. Ko sem jaz kot otrok k očetu hodil v Kamniku, moj sosed je bil en gospod starejši, stric Tone, ki je bil zelo priden in meni je po slovenskih hribih popeljal na veliko planino, hodila sva po gobe, po jurčke. On mi je vedno govoril, ker sem jaz hodil med počitnicami sam, mi je govoril: "Dino, a ti hodiš zdaj tam v hribe, pri vas imate lepe hribe, Šar planino."
In jaz sem to vzel v glavi in jaz sem se podal sam gor v hribe. Kot otrok in tam srečam te pastirje z ovcami in vidim, igrajo noro. In mi je bilo fascinantno, kako lahko iz tega preprostega inštrumenta oni zvok zvabljajo, pa po več njih je igralo skupaj v harmoniji, ne, noro. Jaz sem zelo srečen in bogato se počutim tukaj v Sloveniji. Verjetno tako lepo zgodbo v politično nestabilnem okolju pri meni dol ne bi mogel doseči, ker jaz tukaj v Sloveniji igram vse, in makedonsko, in bolgarsko, in srbsko. Tukaj ta nacionalna čustva niso tako naelektrena kot na Balkanu. Na Balkanu ne bi smel tega početi, ker ljudje, veste, kako je, so zelo občutljivi, ne? Ampak tukaj so ravno to, da sem jaz odprt, da nimam mej v glavi, glasba je glasba. Albanci pravijo, da je to albanski inštrument, Bolgari pravijo, da je njihov, Makedonci, da je njihov. Inštrument izhaja iz Perzije. V Babilonu so poznali, iz Neja izhaja potem kaval. Zanimiva smo človeška bitja, lepe stvari si prisvojimo ponavadi, ne. Jaz to pravim, da je to človeška last, kulturna dediščina človeštva. Škoda le, da se delimo po tako malih skupinah, Slovenci, Albanci, Makedonci, Srbi. Vsi smo bitja človeška in to je pomembno.